Včeraj smo imeli vajo pred prihajajočimi volitvami, na katere pa očitno ni nihče prišel. Znova smo namreč glasovali o drugem tiru, o stvari, o kateri poslušamo že nekaj let. Priznam, tudi jaz nisem šel na referendum, je pa zato šel naš liberalni korespondent in strokovnjak za demokracijo, Jernej Celec. Pozdravljeni. Gospod Celec, vi ste šli včeraj glasovati? Seveda, kakšen državljan pa bi bil, da ne bi šel, brezbrižen? No, kako je bilo? Bilo je, dajmo reči, zanimivo. Najboljše, da si kar pogledamo moj prispevek. Dajmo. Referendumska nedelja. Čast in dolžnost vsakega državljana. Dan, ki si zasluži poseben dodatek. Kravato. Evo, to je moje volišče in tako kot 1,7 milijona volilnih upravičencev grem tudi jaz oddati svojo glasovnico, da se sliši moj glas. Zdaj ura je že skoraj 6, tako da upam, da ne bo preveč velike gužve. Gremo! Zgleda, so vsi glasovali že zjutraj, kar grdo od mene, da sem tako pozen. Tako kot vsi ostali Slovenci, sem tudi jaz do potankosti preučil vso referendumsko gradivo in na podlagi tega sprejel svojo odločitev. Evo, moj glas je oddan, zdaj pa grem na Trg Republike, kjer nepregledna množica Slovencev že nestrpno pričakuje rezultate referenduma. Gremo! Množična zborovanja na volilni dan so nekaj, kar se dogaja po celem svetu. Je dogodek, kjer poteka proslava demokracije in kjer se volilci zberejo v nepregledni množici. Upal sem, da bo tako tudi v Sloveniji, zato me je pogled na Trg Republike kar malce presenetil. Na trgu namreč ni bilo žive duše. Kot da se ljudje ne bi zavedali, da je danes referendum. Kot da jim je ob tako pomembnem referendumskem vprašanju enostavno vseeno. Lahko vprašam, kje boš danes pričakala razglasitev rezultatov referenduma? Doma za kavčem. A ne greš na javno zborovanje? Ne grem, nimam časa. Boš pa pričakala, boš gledala 7:00? Ne, tudi po mojem ne. Mislim, ne. Kje boste spremljali veliko razglasitev rezultatov danes? Ja, na televiziji. A ne greste na javno zborovanje? Ne, na boš. A šli ste pa na volišče? To sem pa šla. Izkaže se, da je ljudem dejansko vseeno za referendum. Kot da tematike ne poznajo dovolj in pričakujejo, da se nekdo drug odloči namesto njih. Nato pa prejmem informacije, da bo proslava ob razglasitvi rezultatov potekala na drugi lokaciji. Je dobro, pridem. Ok, hvala. Zgleda, se množica zbira v neki gostilni v Podotiku, tako da, ne vem, verjetno so se bali, da bo slabo vreme ali pa dež. Gremo tja. To zgleda kot malo bolj elitna zabava, tako da, ne vem, jaz bom pustil balone raje zunaj, da ne bo nerodno, ne. Slavnostni gostje so prispeli kmalu za mano. Množica je bila sicer mnogo manjša, kot sem pričakoval, ampak vseeno se sem znašel med ljudmi, ki so veselo pričakovali rezultate. Nato pa je sledilo razočaranje. Za zbrane zaradi padca referenduma, za mene pa zaradi podatka o udeležbi. Glasovalo je namreč le nekaj procentov volivcev. Jaz sem šel danes voliti, ampak več kot 80% ljudi ni šlo voliti. Zakaj ljudje enostavno ne grejo voliti? Kaj se pa vi temu čudite? Kje pa živite? Pa ljudje vejo, da referendum stane. Oni vejo, da stane, pa vseeno ne grejo. Poglejte, prej sem že odgovoril. Kaj pa glede na to, da je danes bila 15%, koliko je pač bila, kakšna je vaša napoved za parlamentarne volitve, kakšna bo tam procent? Ja, to pa jaz vem, da bo 60 do 70. Ozračje je postajalo samo še bolj žalostno. Še dobro, da sem balone pustil od zunaj. Očitno se ljudem ne da več za vsako stvar hoditi na referendum. Zgleda, je država za brez veze zapravila 3 milijone evrov, jaz pa 6 evrov za te balone. Čas je bil, da ta denar vsi skupaj spustimo v zrak.
Celec, dej, včeraj ste bili zelo razočarani. Kaj se dogaja z referendumi v naši državi? Spoštovani gospod Godler, slovenski referendumi so kot moja rojstnodnevna praznovanja. Ja. Povabljenih je milijon, pride jih pa samo ene par. Pa še to so večinoma upokojenci. Dobro, a ima ta država kakšen plan, kako zvišati udeležbo na referendumih, ker včerajšnja je bila res porazna? Se strinjam, da na hitro razložim situacijo. Na referendumu o drugem tiru je imelo volilno pravico dobrih 1,7 milijona volivcev. Od tega jih je 7,40% glasovalo za, 7,43% ljudi je bilo proti, kar 85% volilnih upravičencev pa je včeraj reklo, boli me k***c. No, tega niso glih rekli, to so bolj prikazali s tem, ko so na družabnih omrežjih delili slike sebe na plaži 300 km stran od volišča. Pa so te podatki verodostojni, to ste sami naredili izračun. Je to natančno? Seveda, za izračun sem uporabil Excel tabelo, mislim, kaj bi lahko šlo narobe? A ja, to. Kakorkoli, država ne more pričakovati, da bomo šli na volišče, če nam postavlja pretežka vprašanja. Tole je na primer vprašanje od včeraj. Logično je, da 85% ljudi ni glasovalo glede železniške proge Divača-Koper, ker 85% ljudi ne živi zraven železniške proge Divača-Koper. Ali pa vprašanje iz referenduma o telekomunikacijskih omrežjih. Ne vem, nimam diplome iz telekomunikacij, ne morem jaz tega odločiti. Kaj pa naredila država, da bo udeležba večja? Ja, v bistvu možni sta dve rešitvi zaenkrat, ne. Če želijo večjo udeležbo, naj naredijo enostavnejša vprašanja. Naj naredijo referendum o plačah s vprašanjem, ali bi imeli višjo plačo. Tak referendum je imel rekordno udeležbo in zelo enostranski rezultat. Ja. Če pa ne znajo poenostaviti vprašanj, pa naj naredijo referendume bolj zanimive. Naprimer, da za vsak obisk referenduma dobiš 1 točko. In ko zbereš 5 točk, prejmeš 7 nožev. Ker dokler so referendumi dolgočasni in nas sprašujejo stvari, ki jih niti približno ne razumemo, se bo vedno našel kak vili, ki bo zaradi premajhne udeležbe poskušal referendum razveljaviti. In vsakič, ko bo to naredil, bomo plačali 3 milijone evrov. To je ogromno denarja, mi moramo začeti šparati, ker prihaja nova vlada in ziher bodo hoteli imeti nove avte. Ja, pa kaj pa pol predlagate, kako bi lahko prišparali na referendumih? Ja, Slovenci smo znani po tem, da imamo veliko referendumov, ampak znani smo tudi po tem, da imamo veliko praznikov. Če hočemo prišparati, dajmo to dvoje združiti in narediti nov praznik. Dan referenduma. Vsako leto 14. maja naredimo dela prost dan, ko gremo vsi na volišče in odgovorimo na vsa vprašanja, ki nam jih postavijo vsi viliji v tej državi. To bo kot test v šoli. Udeležba je obvezna, napačnih odgovorov ni in na koncu vsak dobi 7 nožev. Odlična ideja. Hvala lepa, gospod Celec. In zakaj? Se vidimo naslednji teden. Neč ne gremo nulat, vam pa ene reklame zarolamo, ko se vrnemo, si pogledamo, kako lahko svojo dnevno sobo prinesete Janeza Janšo in to zastonj. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!